Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kakšna je zasedenost v destinaciji Kranjska Gora tik pred nordijskim prvenstvom v Planici? Trenutna zasedenost je zdaj, ko se bodo pričele zimske počitnice, tam nekje med 80 in 90%, medtem ko za časa nordijskega prvenstva v Planici je zasedenost nekje med 85 in 80%. In kakšne so aktivnosti in priprave pred nordijskim prvenstvom v Planici, ki se bliža? Tako je, kot ste dejala, nestrpno se približuje nordijsko prvenstvo in posledično so tudi same priprave v polnem teku. Praktično cela Kranjska Gora je že začela dihati skupaj z organizatorjem nordijskega prvenstva. Povsod so izobešene zastave, ki naznanjajo ta veliki dogodek, ki je največji dogodek v zgodovini Republike Slovenije, ko govorimo o športnih dogodkih. Medtem ko se pravi, tudi sama Kranjska Gora je v pripravah, pripravljajo se prizorišča v Planici, pripravljajo se prizorišča za sam spremljevalni program, koncerte, Medal Plazo in pa tako imenovano nordijsko miljo oziroma Nordic Mile, kjer bo bogata kulinarična ponudba in pa ostalo dogajanje v Kranjski Gori za časa nordijskega prvenstva od 21. februarja do 5. marca. No in prejšnji teden je zapadal težko pričakovani sneg, zato verjetno tudi vse naprave v Kranjski Gori na žičnicah obratujejo. Koliko naprav obratuje? Tako je, večina naprav obratuje. Za vikend se ponavadi zaženejo še naprave v Veliki dolini, dodatne naprave, ker ena obratuje prav tako FIS proga, ter pa večina naprav v Kranjski Gori je nekje okrog 50 cm naravnega in pa kompaktnega snega. Poleg tega je urejenih več kot 40 km smučarsko-tekaških prog na destinaciji, vse od Radovne, Mojstrane, Gozda Martuljka, Kranjske Gore in pa seveda Rateč ter pa nordijskega centra, vse do Tamarja. In kakšni gostje najpogosteje obiskujejo destinacijo Kranjska Gora? Se pravi, športno aktivni posamezniki, družine, imamo širok spekter ponudbe, tako za družine kot za same posameznike, od zimskega pohodništva, drsanja, smučanja, krpljanja, teka na smučeh, že prej omenjenega, ter seveda tudi v notranjih prostorih se veliko dogaja. Slovenski planinski muzej bo ob začetku nordijskega prvenstva odprl novo občasno razstavo Naši Nordijci. Prav tako bodo za časa zimskih počitnic organizirane otroške delavnice in ustvarjalnice v Slovenskem planinskem muzeju, v muzejih Kranjska Gora in pa v Escape muzeju v Ratečah. V letošnjem letu so premaknjene tudi zimske počitnice, tako da se začenjajo že prihodnji teden. Kako pa je z zasedenostjo, kapacitete so zapolnjene v času počitnic? Tako je, tradicionalno, se pravi, nad vse nas veseli dejstvo, da smo bili uslišani, da so se same počitnice zamaknile, da tako lahko ponudimo slovenskim otrokom odlične zimske počitnice, tako kot so tega vajeni že vrsto let. Se pravi, zasedenost je, takrat, ko imajo počitnice otroci zahodne regije, nekje med 85–95% in pa že tradicionalno malo manjši odstotek v času počitnic otrok iz vzhodne slovenske regije. In kdo so najpogostejši gostje? Opažate tudi populacijo drugih gostov, kot so bili prejšnja leta? Se pravi, slovenski gostje so ostali, kar nas izredno veseli, se vračajo nazaj v Kranjsko Goro, še več pa je zaznati, se pravi, tujih gostov, Poljska, Češka, pa seveda Nemčija in pa skandinavski gostje, predvsem zaradi dobre ponudbe smučarsko-tekaških prog ter seveda nordijskega prvenstva. Hvala lepa za pogovor in srečno. Hvala vam, enako.